Pozdravljeni, sem Boštjan Frelih, prihajam z Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Danes vam bom predstavil rešitve ene od nalog, ki se je pojavila na lanskem maturitetnem izpitu višjega nivoja iz matematike. Naloga je sestavljena iz 3 delov. Navodilo za prvi del je naslednje. Dani sta množici a in b, zapišite množice a, b in a kartezično b, tako da naštejete njihove elemente. Najprej bomo poiskali elemente množice a. Če pogledamo, množica a je množica vseh racionalnih števil q, za katere, ki so rešitve te enačbe. V tej enačbi se pojavlja absolutna vrednost racionalnega števila. V splošnem lahko za realno število a definiramo absolutno vrednost števila a kot vrednost a, v primeru, da je a večji ali enak nič, in minusa v primeru, da je a manjši od nič. Zdaj bomo poiskali rešitve te enačbe in sicer ločimo 2 primera. Prvi primer, ko je vrednost x minus 2 večja ali enako nič, in drugi primer, ko je x minus 2 manjši od nič. X minus 2 je večji ali enak nič v primerih, ko je x večji ali enak 2. Po definiciji absolutne vrednosti to pomeni, da lahko namesto absolutne vrednosti x minus 2 vzamemo kar navaden oklepaj x minus 2, minus 2x je enako 1. In rešimo to enačbo. Dobimo x minus 2 minus 2x je enako 1, minus x minus 2 je enako 1, minus x je enako 3, oziroma x je enak minus 3. Ta primer smo reševali za x-e, ki so večji ali enaki 2, rešitev, ki smo jo dobili, pa je x je minus 3, torej v tem primeru dobimo delno rešitev prvotne enačbe, označimo jo z R1, prazna množica. Zdaj se lotimo še drugega dela, in sicer v primeru, ko je x minus 2 manjši od nič, to pomeni, da je x manjši od 2. V tem primeru moramo vzeti negativno predznačeno vrednost x minus 2 in dobimo enačbo minus x minus 2 minus 2x je enako 1. Oziroma minus x plus 2 minus 2x je enako 1. Dobimo minus 3x plus 2 je enako 1, minus 3x je enako minus 1, oziroma x je enako 1 tretjina. Rešitev x je enako 1 tretjina ustreza temu pogoju, zato v tem primeru dobimo drugo delno rešitev, ki jo označimo z R2, in sicer dobimo množico, ki vsebuje element 1 tretjina. Končno rešitev dobimo kot množica a je unija teh delnih rešitev, in sicer R1 unija R2. Dobimo prazna množica, unija množica z elementom 1 tretjina. Torej množica a vsebuje en sam element, in sicer element 1 tretjina. Za test lahko seveda preverimo, če ta rešitev zares ustreza začetnemu pogoju.
In sicer na mesto x-a vstavimo notri 1/3 in dobimo absolutna vrednost 1/3 minus 2 minus 2 krat 1/3 je enako. Dobimo absolutna vrednost. Na mesto 2 lahko pišemo 6/3 minus 2 krat 1/3 je enako 2/3. Je enako. Absolutna vrednost. Dobimo minus 5/3 minus 2/3 je enako. Absolutna vrednost od minus 5/3 je enako 5/3 minus 2/3, kar je enako 3/3, kar je enako 1. S tem smo preverili, da rešitev, ki smo jo tukaj dobili, ustreza pogoju, ki smo ga imeli tukaj. Ker bomo množico a v nadaljevanju še potrebovali, jo bomo zapisali tukaj. Množica a vsebuje en sam element, in sicer element 1/3. Zdaj bomo poiskali elemente množice b. Elementi množice b so naravna števila, ki zadoščajo tej enakosti. V tej enakosti vidimo, da se nam pojavi binomski simbol in pojavi se nam n fakulteta. Po definiciji velja za n k naravni števili je binomski simbol n nad k definiran kot n fakulteta vlomljeno k fakulteta krat n minus k fakulteta, kjer posebej definiramo še nič fakulteta. In sicer velja, nič fakulteta je 1 in pa definiramo še n fakulteta, ki pa je produkt prvih n naravnih števil. In sicer n krat n minus 1 krat n minus 2 in tako dalje krat 2 krat 1. Te definicije bomo potrebovali, da bomo razrešili to enačbo. Dobro, rešujemo enačbo n plus 2 nad n je enako n fakulteta lomljeno n minus 2 fakulteta plus 4. Vzamemo definicijo binomskega simbola in na levi strani lahko zapišemo ulomek n plus 2 fakulteta vlomljeno n fakulteta krat n plus 2 minus n fakulteta je enako. Na desni strani uporabimo definicijo za n fakulteta in zapišemo n krat n minus 1 krat, tukaj bi sicer lahko nadaljevali, ampak lahko zapišemo kot n minus 2 fakulteta vlomljeno z n minus 2 fakulteta in še plus 4. Zdaj, tukaj vidimo, da smo to zapisali na tak način zato, ker lahko potem n minus 2 fakulteta pokrajšamo. Če se vrnemo na levo stran, imamo v števcu spet po definiciji n plus 2 krat n plus 1 krat n fakulteta, spet podobno kot prej. Lahko bi seveda razpisali do konca, vendar ker se nam v imenovalcu pojavlja n fakulteta, pustimo v taki obliki. V
V imenovalcu imamo n fakulteta, tukaj se nam n in n odštejeta in nam ostane samo 2 fakulteta, ki pa je po definiciji enako 2 krat 1 oziroma 2. Je enako, da je na desni strani lahko že poračunamo n krat n minus 1, dobimo n kvadrat minus n in tukaj imamo še plus 4. Na levi strani lahko pokrajšamo n fakulteta. Tisto, kar nam tukaj ostane, lahko zmnožimo med seboj n plus 2 krat n plus 1 in dobimo n kvadrat plus 2 krat n plus 1 krat n dobimo plus 3n plus 2. 2 fakulteta smo rekli, da je enako 2. Je enako, tukaj imamo n kvadrat minus n plus 4. Zdaj bomo levo in desno stran pomnožili z 2 in dobimo n kvadrat plus 3n plus 2 je enako 2n kvadrat minus 2n plus 8. Zdaj bomo preuredili to enačbo, tako da bomo vse člene dali na isto stran, na drugi strani bomo dobili nič. Zdaj bomo prenesli na levo stran na desno, zato da ne bomo imeli negativnih predznakov, pa bomo na desno stran nič pisali. Se pravi, vzamem 2n kvadrat minus 2n plus 8 in zdaj, ker tem členom moram pa spremeniti predznak, se pravi minus 2n, minus 3n, minus 2 in to vse skupaj enačim z nič. Zdaj, če gremo to poračunati, 2n kvadrat minus n kvadrat je n kvadrat, minus 2n minus 3n je minus 5n, 8 minus 2 pa je enako 6. Zdaj, kdaj je to enako nič? Levo stran lahko zapišemo kot produkt dveh oklepajev in sicer iščemo števila, katerih produkt je enak 6 in katerih vsota je enaka minus 5. Možnosti, ki jih imamo, so 6 krat 1 oziroma 2 krat 3, pri čemer moramo pa paziti na predznake. Če hočemo dobiti minus 5, potem vzamemo 3 in 2, dobimo n minus 2 krat n minus 3 je enako nič in rešitve enačbe sta n je enako 2 ali n je enako 3, pri čemer smo upoštevali, da je produkt dveh števil enak nič, če je prvo enako nič ali če je drugo enako nič. Torej, v tem primeru dobimo, da množica b vsebuje dva elementa in sicer 2 in 3. Tako kot v prvem primeru za množico a, lahko naredimo še preizkus, če to zares velja. Vzamemo prvi element in sicer n je enako 2 in ga vstavimo v to enakost. Na levi strani dobimo 2 plus 2 nad 2. Najprej bomo poračunali levo stran, potem bomo poračunali desno stran in bomo pogledali, če sta enaki. Dobimo 4 nad 2. Porabimo definicijo in ugotovimo, da je to 4 fakulteta vlomljeno z 2 fakulteta, 4 minus 2 fakulteta je enako. Dobimo 4 krat 3 krat 2 fakulteta, vlomljeno z 2 fakulteta, 4 minus 2 pa je prav tako 2 fakulteta.
2 fakulteta in 2 fakulteta lahko pokrajšamo. 2 fakulteta vemo odprej, da je enako 2 krat 1, kar je enako 2, se pravi, lahko pokrajšamo še ta del in ta del, pri čemer nam tukaj ostane 2. 2 krat 3 je enako 6. S tem smo poračunali levi del, zdaj poračunamo še desni del, da namesto neja ostavimo noter 2. In dobimo 2 fakulteta, ulomljeno z 2 minus 2 fakulteta plus 4. Je enako, 2 fakulteta je enako 2 krat 1, kar je 2. 2 minus 2 je pa nič in po definiciji je nič fakulteta enaka 1. Se pravi, dobimo 2 enini plus 4 je enako 6. Vidimo, da je leva stran enaka desni, kar pomeni, da je 2 ustrezna rešitev in na podoben način lahko preverimo tudi za število 3. S tem smo dobili še množico b, ki vsebuje 2 naravni števili in sicer 2 in pa 3. Na koncu poiščemo še množico a kartezično b. Množica a kartezično b je množica urejenih parov, pri čemer je prvi element v urejenem paru vedno iz množice a, drugi element pa iz množice b. Naši množici a in b smo prej že poiskali, torej množica a kartezično b je množica urejenih parov. Vzamemo element iz množice a in mu dodamo element iz množice b in s tem dobimo urejeni par 1/3, 2. Potem spet vzamemo element iz množice a in mu dodamo drug element iz množice b in dobimo urejeni par 1/3, 3. S tem smo izčrpali obe množici, kar pomeni, da smo poiskali množico a kartezično b. Poglejmo si sedaj navodilo drugega dela naloge. Vsako izmed množic c, d in c presek d zapišite kot interval. Najprej pogledamo, kako lahko kot interval zapišemo množico c. Množica c je množica vseh realnih števil x, ki zadoščajo tej neenačbi. Vidimo lahko, da v neenačbi spet nastopa absolutna vrednost, katere definicijo smo si pogledali že v prvem delu naloge. In tudi to neenačbo bomo reševali v odvisnosti od tega, ali je vrednost znotraj absolutne vrednosti pozitivna oziroma večja ali je enaka nič. Pravi, prvič pogledamo, kdaj je 2x minus 5 večje ali enako nič. In pa drugič pogledamo primer, ko je 2x minus 5 manjši od nič. 2x minus 5 je večje ali enako nič, takrat, ko je 2x večje ali enako 5. To pa velja za x-e, ki so večji ali enaki 5 polovic. V tem primeru imamo opravka z neenačbo oblike 2x minus 5 manjše ali enako 2. Velja, ko je 2x manjše ali enako 7, oziroma ko je x manjši ali enak 7 polovic. To neenačbo smo reševali samo za x-e, ki so večji ali enaki 5 polovic in smo ugotovili, da to neenačbo rešijo x-i, ki so manjši ali enaki 7 polovic. Zato prvo delno rešitev, ki jo označim z R1, zapišemo kot interval, zaprti interval, kar pomeni, da robna vrednost 5 polovic pripada temu intervalu do 7 polovic in tudi tukaj imamo zaprti interval, zato ker je x lahko enak 7 polovic. Zdaj si pogledamo še primer, ko je 2x minus 5 manjši od nič. To velja takrat, ko je 2x manjši od 5 oziroma ko je x strogo manjši od
5 polovic. V tem primeru moramo vrednosti znotraj absolutne vrednosti spremeniti predznak in dobimo neenačbo. Minus 2x minus 5 manjše ali enako 2. Oziroma minus 2x plus 5 manjše ali enak 2. Minus 2x manjše ali enako minus 2x manjše ali enako minus 3. Zdaj pa moramo paziti, ker imamo opravka z neenačbo, pomnožimo levo in desno stran z minus 1 in kadar v neenakosti pomnožimo levo in desno stran z minus 1, se nam neenakost obrne. In dobimo 2x večji ali enak 3 oziroma x večji ali enak 3 polovice. To neenačbo smo reševali za x, ki so manjši od 5 polovic. Rešitev, ki smo jo dobili, pa so x, ki so večji ali enaki 3 polovice. Zato je druga delna rešitev oblike zaprti interval 3 polovice do 5 polovic, vendar 5 polovic ne pripada temu intervalu, ker imamo tukaj strogo neenakost, zato to zapišemo z navadnim oklepajem. Rešitev, ki jo v tem primeru dobimo, množica c, je unija teh dveh delnih rešitev. Se pravi, R1 unija R2, dobimo unijo dveh intervalov. In sicer interval 5 polovic 7 polovic, unija 3 polovice 5 polovic in dobimo, da je množica c množica interval od 3 polovice do 7 polovic. Intervale si lahko predstavimo tudi na realni osi. In sicer, če pogledamo za ta naš primer množice c, če si narišemo realno os, realna os ima nekje izhodišče, postavimo število 1, 2, 3, 4 in si upodobimo intervala R1 in pa R2. Interval R1 označimo z rdečo barvo in sicer je to interval od 5 polovic do 7 polovic. Zdaj, 5 polovic je tukaj, 7 polovic pa tukaj. Torej, rešitev v tem primeru je interval od 5 polovic do 7 polovic. Zdaj, na podoben način si lahko upodobimo tudi interval R2 od 3 polovice do 5 polovic. Zdaj, če pogledamo 3 polovice, imamo tukaj in dobimo interval med 3 polovice in 5 polovic, pri čemer imamo na desni strani odprt interval, kar navadno označimo s puščico. In tisto, kar je potem od nas naloga zahtevala, je, da vzamemo unijo teh dveh intervalov. Unija kot unija dveh množic pomeni elementi, ki so ali v prvi množici ali v drugi množici, in končna rešitev, ki jo dobimo, pa bom narisal tako, da bo lepše vidno, je interval od 3 polovice do 7 polovic. Ker bomo množico c v nadaljevanju še potrebovali, jo bomo tukaj zapisali, torej imamo interval od 3 polovice do 7 polovic. Sedaj zapišemo kot interval še množico d.
Množica D je množica realnih števil x, ki zadoščajo tej neenakosti. Poglejmo, kdaj je x ulomljeno z x minus 2 večje ali enako 2. Prva stvar, ki jo ugotovimo, je, da x mora biti zagotovo različen od 2, saj bi sicer v imenovalcu tega ulomka dobili nič in ulomek ne bi bil definiran. Zdaj pa gremo na reševanje te neenačbe in sicer zapišemo x ulomljeno z x minus 2, minus 2 je večje ali enako nič. Damo na skupni imenovalec in dobimo x minus 2 krat x minus 2 ulomljeno z x minus 2 večje ali enako nič. V števcu še poračunamo in dobimo x minus 2x plus 4 ulomljeno z x minus 2 večje ali enako nič, oziroma minus x plus 4 ulomljeno z x minus 2 večje ali enako nič. Zdaj se vprašamo, kdaj je nek ulomek večji ali enak nič. To velja v dveh primerih, in sicer, ko je števec večji ali enak nič in imenovalec strogo večji od nič, ali pa, ko je števec manjši ali enak nič in je imenovalec strogo manjši od nič. In zdaj gremo pogledati ta dva ločena primera. Se pravi, prvič minus x plus 4 večje ali enako nič in x minus 2 večje od nič. To velja, ko je minus x večje ali enako minus 4 in x strogo večje od 2, oziroma tukaj imamo spet podoben primer kot prej, pomnožimo levo in desno stran z minus 1, zato se nam neenačaj obrne in dobimo x manjši ali enak 4 in x strogo večji od 2. V tem primeru dobimo delno rešitev kot interval R1 je interval med 2 in 4, pri čemer imamo pri številu 2 odprt interval, pri številu 4 pa imamo zaprt interval. To je bila zdaj ena možnost, da je ta ulomek večji ali enak nič, druga možnost pa je, da je minus x plus 4 manjše ali enako nič in da je x minus 2 strogo manjše od nič. Tukaj dobimo, da je minus x manjši ali enak minus 4 in x manjši od 2. Spet pomnožimo z minus 1 levo in desno stran neenakosti in dobimo x večji ali enak 4 in hkrati x manjši od 2. Zdaj, realno število x, ki bi bilo hkrati večje ali enako 4 in manjše od 2, ne obstaja, torej druga delna rešitev R2 je v tem primeru kar prazna množica. To pa pomeni, ker je končna rešitev unija teh dveh množic, dobimo, da je množica D kar interval od 2 do 4, pri čemer imamo na levi strani odprt interval, na desni strani pa zaprt interval. Če si množico D narišemo zdaj še na realni osi, potem vidimo, da dobimo podobno kot prej, tukaj imamo nič, imamo 1, 2, 3 in pa 4 in rešitev v tem primeru, pa jo bom tokrat narisal z zeleno barvo,
je interval od 2 do 4, pri čemer na tej levi strani naredimo puščico, kar pomeni, da število 2 ne pripada temu intervalu. Za zaključek naloge potrebujemo še presek množic C presek D. Najlažje to naredimo kar s pomočjo slik, ki jih že imamo. Naša množica D je interval med 2 in 4. Naša množica C pa je interval med vključno s 3 polovice in pa 7 polovic. Zdaj bom ta interval C narisal na isti sliki, kot imam že narisan interval D. In sicer smo rekli, 3 polovice imamo tukaj, 7 polovic imamo tukaj. Torej, naš interval C je ta interval. In če se spomnimo, kaj pomeni presek dveh množic, iščemo elemente, ki so hkrati v prvi in drugi množici. Zdaj, če pogledamo presek teh dveh intervalov, dobimo, da so v preseku ravno elementi med 2 in pa 7 polovic, pri čemer imamo pri dvojki puščico, zato ker 2 ne pripada intervalu D. In če zapišemo končno rešitev, C presek D je interval od 2 do 7 polovic, pri čemer 2 ne pripada temu intervalu, 7 polovic pa pripada temu intervalu. Poglejmo si še rešitev tretjega dela naloge. Navodilo pravi, v kompleksni ravnini narišite množice E in F, potem pa dokažite, da je ploščina območja E minus F enaka 3π. Najprej bomo narisali množico točk E. In sicer gre za množico kompleksnih števil, ki zadoščajo tej neenakosti. Če vzamemo z kompleksno število, potem tako število lahko zapišemo kot z je enako x plus i y, pri čemer sta x in y realni števili, i pa je imaginarna enota, za katero velja, da je i na kvadrat enako minus 1. Realnemu številu x rečemo realni del kompleksnega števila z, številu y pa rečemo imaginarni del števila z. V tej neenakosti se nam pojavi tudi absolutna vrednost kompleksnega števila. Absolutna vrednost kompleksnega števila z, kjer smo rekli, da lahko z zapišemo kot x plus i y, je enako absolutna vrednost od x plus i y in je definirana kot kvadratni koren, realni del z-ja na kvadrat plus imaginarni del z-ja na kvadrat. Zdaj pa se lotimo reševanja te neenačbe. Torej, imamo neenačbo oblike absolutna vrednost z na kvadrat plus absolutna vrednost z minus 2i na kvadrat manjše ali enako 10. Zdaj se bomo poslužili tega zapisa kompleksnega števila z in zapišemo absolutna vrednost x plus i y na kvadrat plus spet namesto z pišemo x plus i y minus 2i na kvadrat manjše ali enako 10. Po definiciji je absolutna vrednost x plus i y enaka kvadratni koren x na kvadrat plus y na kvadrat, vse skupaj na kvadrat, plus
Ta del pa zapišemo kot x plus I krat y minus 2, še vedno absolutna vrednost, na kvadrat manjše ali enako 10. Tukaj imamo kvadratni koren, imamo kvadriranje, kar pomeni, da nam ostane x na kvadrat plus y na kvadrat. Tukaj pa spet uporabimo definicijo absolutne vrednosti in zapišemo kvadratni koren, realni del tega kompleksnega števila na kvadrat, tukaj pa imamo sedaj imaginarni del oblike y minus 2 na kvadrat in vse skupaj na kvadrat. Manjše ali enako 10. In dobimo x na kvadrat plus y na kvadrat, podobno kot prej imamo kvadratni koren in imamo kvadriranje, kar pomeni, da nam ostane plus x na kvadrat plus ta del bomo pa kar pokvadrirali in sicer dobimo y na kvadrat minus 4y plus 4 manjše ali enako 10. Levo in desno stran, dobro, dajmo najprej sešteti med seboj enake člene, dobimo 2x na kvadrat plus 2y na kvadrat minus 4y plus 4 manjše ali enako 10. Vidimo, da lahko levo in desno stran neenakosti pomnožimo z 1/2, da si to neenakost poenostavimo in nam ostane x na kvadrat plus y na kvadrat minus 2y plus 2 manjše ali enako 5. Spomnimo se, da bi radi v kompleksni ravnini narisali množico točk, ki zadoščajo tej neenakosti. In zdaj se malo spomnimo na stožnice oziroma na enačbo stožnic, bolj konkretno na enačbo krožnice, se pravi enačba krožnice s središčem S v točkah P, Q, polmera R. In sicer enačba je naslednje oblike, x minus p na kvadrat plus y minus q na kvadrat je enako r na kvadrat. Zdaj smo seveda zapisali enačbo krožnice. V našem primeru, ko imamo pa neenakost, pa seveda dobimo kot množico točk krožnico in pa vse točke znotraj krožnice oziroma dobimo množico točk v tem krogu, ki ga omejuje krožnica s to enačbo. In če pogledamo zdaj našo obliko, potem vidimo, da če to našo neenakost malo preoblikujemo, potem jo seveda lahko pripeljemo do te oblike, ki jo imamo zapisano tukaj. In sicer zapišemo naprej x na kvadrat plus y na kvadrat minus 2y manjše ali enako 3. Zdaj ta prvi del vidimo, da lahko v bistvu zapišemo kot x minus nič na kvadrat. Ta drugi del bi pa radi zapisali v tej obliki in sicer na naslednji način. Y minus, če hočemo tukaj dobiti minus 2y, ko bomo šli kvadrirati ta izraz, potem moramo tukaj vzeti 1 in vse skupaj na kvadrat. Vendar pozor, če gremo zdaj nazaj kvadrirati ta izraz tukaj notri, bomo dobili y na kvadrat minus 2 krat y plus 1, kar pa je seveda različno od tega, kar smo imeli zapisan tukaj, zato moram seveda odšteti 1.
in dobimo, da je to manjše ali enako 3, pa če še malo drugače zapišemo, dobimo x minus nič na kvadrat plus y minus 1 na kvadrat manjše ali enako 4. Oblika, ki smo jo dobili, zdaj, če vzamemo tukaj enakost, potem dobimo krožnico. Ker imamo tukaj manjše ali enako, dobimo pa vse točke znotraj krožnice, vključno s to krožnico, pri čemer zdaj seveda lahko preberem središče. In sicer središče je v točki nič 1, polmer pa je v tem primeru, pozor, tukaj imamo r na kvadrat, če je r na kvadrat 4, potem je polmer enak 2. S tem smo ugotovili, da bomo narisali krožnico oziroma krog s središčem v nič 1, polmera 2. Zdaj, tukaj nič 1 dobimo središče in pa polmer mora biti pa 2, kar pomeni, imeli bomo tukaj, pa tukaj, pa tukaj in pa tukaj. In narišemo krog. In rešitev so vse točke, ki se nahajajo znotraj te krožnice, vključno s to našo krožnico. In to je množica točk E. Zdaj bomo pogledali še množico točk F in narisali to množico točk v kompleksni ravnini. V tem primeru je množica točk F množica kompleksnih števil Z, ki zadoščajo tej neenačbi. Spomnimo se od prej, če je Z kompleksno število, realni del in ga zapišemo v obliki x plus y, kjer sta x in y realni števili, y imaginarna enota, potem številu x rečemo realni del od Z-ja in številu y rečemo imaginarni del od Z-ja. Naša neenakost pa je oblike realni del od Z-ja, absolutna vrednost, plus 1 manjše ali enako imaginarni del od Z-ja. Dobimo absolutna vrednost x plus 1 manjše ali enako y. Zdaj razmišljamo, kakšne oblike krivuljo imamo pravzaprav opravka in se spomnimo na enačbo premice. Enačba premice jo lahko zapišemo v obliki y je kx plus n. Če tukaj seveda zamenjamo neenakost z enakostjo, potem v tem izrazu nekako razpoznamo enačbo premice, pri čemer ta k imenujemo smerni koeficient premice, n pa imenujemo prosti člen. V tem primeru vidimo, da nam nastopa na levi strani še absolutna vrednost števila x in podobno kot smo že danes uporabljali absolutno vrednost, tukaj pravzaprav ločimo dva primera. In sicer primer, ko je x večji ali enak nič, to bo prvi primer, x večji ali enak nič, in pa drugi primer, ko je x manjši od nič. Ko je x večji ali enak nič, potem tukaj lahko spustimo to absolutno vrednost, prepišemo x in dobimo x plus 1 je manjše ali enako y. V drugem primeru, če rešimo še tega, pa namesto x-a vzamemo nasprotno vrednost in dobimo minus x plus 1 manjše ali enako y. Kako bomo poiskali zdaj množico točk, ki jo iščemo? Narisali si bomo dani premici, kjer si tukaj seveda zamišljamo, da imamo enakost, potem pa bomo pogledali vse točke, ki ležijo nad eno oziroma drugo premico. Pa si narišemo zdaj te dve
ti dve premici oziroma poltraka. Ta del bomo risali samo za x-e, ki so večji ali enaki nič. Torej, na naši sliki. To pomeni, dovolj je, ker imamo upravka s premico, da si izberemo dve začetni točki in ko imamo enkrat dve točki, potem seveda imamo enolično definirano premico in sicer vzamemo za začetno vrednost x je nič. Če ostavimo noter x je nič, dobimo še enkrat, najprej gledamo kot premico, mislimo si, da je tukaj enakost, dobimo, če je x nič, potem je y enako 1. In če vzamemo x je enako 1, dobimo, da je y enako 2. Podobno bi lahko še kakšno točko zraven. Rekli smo, ta del zdaj rišemo samo za pozitivne x-e in dobimo poltrak. Zdaj si narišemo še premico oblike minus x plus 1 je enako y, vendar ta del pa delamo zdaj za x-e, ki so strogo manjši od nič. Zdaj, če vzamemo za x je minus 1, bomo dobili minus 1 je 2, minus 1 je enako 1, plus 1 je 2, se pravi, dobimo za x je minus 1, y enako 2. Podobno dobimo za x je minus 2, y enako 3. S tem, ko imamo dve točki, potem nam taki dve točki že definirata enolično premico. Zdaj seveda mi gledamo samo za x-e, ki so strogo manjši od nič in dobimo še ta del. Zdaj si pa interpretirajmo še, kaj pomeni, da je x plus 1 manjše ali enako y. V tem primeru moramo gledati vse točke, ki so nad bodisi tem krakom, ki ga imamo tukaj narisanega, bodisi nad tem, kar pomeni, da rešitev so točke, ki jih imamo tukaj označene. Pri čemer gre seveda, imamo teh točk neskončno mnogo. Ostane nam še zadnji del te zadnje naloge in sicer dokažite, da je ploščina območja E minus F enaka 3π. Pomagali si bomo s slikami množic v kompleksni ravnini, ki smo jih poiskali za E in F. Na isto sliko v kompleksno ravnino bomo narisali krožnico in narisali bomo ta dva poltraka. Zdaj, če se spomnimo, imamo krožnico, katere središče je v točki nič 1. Pomer te krožnice pa je 2. To je naša krožnica s središčem v nič 1, polmera 2. Zdaj pa narišemo še ta dva poltraka. Če se spomnimo, imamo točko 1, 2, dobimo tukaj en poltrak in imamo točko minus 1, 2, imamo tukaj drug poltrak. Najprej, kaj pomeni razlika dveh množic? Razlika E minus F pomeni vse točke, ki so v množici E in hkrati niso v množici F. Torej, na naši sliki imamo zdaj množico točk E, ki so na tej krožnici in znotraj te krožnice. Stran od teh točk moramo pa vzeti vse točke, ki so v množici F. Točke v množici F pa ležijo na teh dveh poltrakih in pa vse točke, ki so znotraj tega območja. To pomeni, da moramo iz tega celotnega kroga odstraniti ta del. Tisto, kar ostane, pa je ravno množica
točk E minus F. Naloga pravi, da je treba dokazati, da je ploščina tega območja, ki ga bom označil z zeleno barvo, enaka 3pi. Zdaj si pa pogledamo ta dva poltraka oziroma si pogledamo nosilki teh dveh poltrakov. In sicer pogledamo si nosilko tega poltraka in označimo tele 4 točke. Jih označimo z A, B, C in D. Zdaj, če si pogledamo enačbi teh dveh premic. Enačba te premice, vemo odprej, je enaka y je x plus 1. Enačba te premice je y je minus x plus 1. Vidimo, da se te dve enačbi premic razlikujeta samo v smernih koeficientih. In sicer smerni koeficient te premice je ravno minus 1 vlomljeno smerni koeficient te druge premice in po definiciji pa vemo, da se taki dve premici sekata pravokotno. Torej tukaj imamo pravi kot. Po drugi strani pa, če pogledamo, kaj je tale daljica AB, ta daljica AB je ravno premer tega kroga. In podobno, daljica CD je prav tako premer tega kroga in prej smo ugotovili, da se ta dva premera sekata pravokotno. In ker se ta dva premera sekata pravokotno, nam celoten krog razdelita na 4 skladna področja. In zdaj, če pogledamo, to je ravno ena četrtina celotnega kroga, kar pomeni zeleno obarvano območje, ki nam predstavlja območje E minus F, je enako 3/4 kroga. Zdaj pa, če hočemo pokazati, da je ploščina tega zelenega območja 3pi, moramo zračunati ploščino tega kroga in vzeti 3/4 te ploščine. Zdaj, kako zračunati ploščino kroga? Ploščina kroga zračunamo kot pi r kvadrat, pri čemer je r polmer tega kroga. In če se spomnimo iz začetka te naloge, potem vemo, da je polmer v našem primeru enak 2. Zdaj pa zračunamo ploščino območja E minus F. Ugotovili smo, da je to ravno 3/4 ploščine tega kroga. Ploščina tega kroga pa je pi krat 2 na kvadrat. Kar je enako 3/4 krat pi krat 4. 4 in 4 se nam pokrajša in ugotovimo, da je ploščina območja E minus F enaka 3pi, to pa smo tudi želeli dokazati. To pa je tudi zaključek te naloge. Hvala lepa.